petek in soboto je v štajerski prestolnici potekal že 8. Reli Maribor, ki si ga je največ gledalcev ogledalo na petkovem superspecialu na Koroškem mostu. Ostali pa so se v soboto postavili na kakšno atraktivno lokacijo na eni izmed preostalih hitrostnih preizkušenj. Ker je prireditev že trdno zasidrana v koledarju, bi sklepali, da ni pretežko najti sponzorja za financiranje dogodka. Kako je torej s sredstvi? Mislim, da jih zaradi globalne finančne krize ni lažje zbrati, kvečjemu težje. Že 8. edicija Relija Maribor pa je verjetno pripomogla k temu, da smo kljub vsemu zbrali dovolj denarja, da smo lahko z negativno ničlo zaključili tudi 8. izvedbo Relija Maribor. Na štartu je nastopilo 80 ljudi, nimam pa informacije, koliko je dirkov zaključilo. Mislim, da je bila udeležba na 8. Reliju Maribor vrhunska. Svetovni prvak, tovarniški voznik Škode, sicer oba Avstrijca, ampak kljub temu več kot 20 najmočnejših avtomobilov skupine N4. Da pa gre pri reliju za nevaren avtomobilski šport, so žal morali na lastni koži izkusiti tudi 3 gledalci na 5. hitrostni preizkušnji. Kaj natančno se je zgodilo? Čeprav smo naredili vse, kar je bilo v naši moči za varnost, so se na kraju, ki je prepovedan za gledalce, znašli 3 ljudje, 2 odrasli osebi in en otrok. In ko je avstrijski tekmovalec številko 40 izgubil oblast nad vozilom, je po 50 metrih drsenja zadel v njih in jih poškodoval, tako da so bili vsi 3 odpeljani v bolnišnico, ampak po zadnjih informacijah, kolikor vem, je z njimi vse v redu. Kakšne so njihove poškodbe? Otrok ima zlomljeno nogo, oče od otroka je dobro odnesel, relativno dobro, samo z odrekninami. Tretja oseba, predvidevamo, da njihov prijatelj pa ima zlomljeno nogo, obje roki in čeljust. Avstrijska posadka Raimund Baumschlager Ruben Zeltner je s Škodo Fabio S2000 rutinirano dobila 8. Škoda Reli Maribor. Po 9 hitrostnih preizkušnjah sta imela 14,9 sekunde prednosti pred Andreasom Walderjem. Najhitrejši Slovenec je bil na 5. mestu Alex Humar, ki je s tem tudi postal letošnji državni prvak v reliju. Poleg superhitrih in tehnološko dovršenih reli avtomobilov pa je bilo na startni listi tudi ogromno jugov, ki so zaradi dostopne cene zelo hvaležni avtomobili za dirkanje. Tudi slovenska posadka Benčina Lampe vozi juga. Njihovega mehanika pa smo povprašali, kaj je treba predelati in na kaj paziti pri predelavi. Prvo povedam, da je varnost, to je vidno tukaj noter, varnostna kletka. Sedeži mora biti homologirano in pasovi in tupič, to je kar se tiče glavno varnosti. Motor, konji, to se pa se zamenja notranje, bate druge odmične, ojnice se izboljša. Torej se prilagodi višjim obremenitvam in tako naprej. Menjalnik, to treba se v bistvu te kojne potrebo spraviti na cesto, sploh pri reliju podvoz je dosti velik faktor ima podvoz. Verjetno je dosti bolj trdo kot pri običajnih avtomobilih. Ja, seveda trdo. Zapeljati se je ta avto kot bi rekel bus. Je trdo in najboljše je tudi nastavljivo v vseh smereh podvozja. Zdaj dobro, še zmeraj tehnika zastarela, ampak se da probamo izboljšati, koliko se da po lastnih močeh in sposobnostih in financah in tako naprej. Tudi pneumatike so posebne. S takimi gumic ne smemo v cestnem prometu voziti, ampak so pa dosti bolj, kako bi rekel, zmogljive, dosti boljše. Koliko pa vzdržijo nekje na tekmi? Zdržijo, zdaj, če se jih nekaj ne prebije oziroma mehansko poškodbo, kar zdržijo. Včeraj sta vozila ničlo po zaprtih hitrostnih preizkušnjah. V progi sta se tako zapeljala že pretekmovalci. Letos sva to počela že drugič in to je nesporno en velik izziv v bistvu. In iz leta v leto si nabiramo več izkušenj in vsako leto se več upamo. Avtomobil je ostal cel? Sigurno. Mislim, da vemo, da moramo pametno to početi in veseli smo, ker nam uspeva pripeljati avtomobil nazaj takšen, kot smo ga sprejeli. Kako pa je sicer se vama zdela proga težka? Ceste so se kaj poslabšale od lani? Ne, proga je bila enaka kot lansko leto, v redu. Res pa je, da ker nismo profesionalna reli voznika, je vsako leto izziv nov, čeprav voziš po isti progi. Sta kaj pretiravala ali sta se držala reli predpisov? Ne, smo se predpisov seveda držala in upoštevala vsa navodila kot predvozača.